Kava s Červekom. Dobrodošli na še eni kavici s Červekom. Še ena nedelja je tukaj na Radio 1 in danes je z mano nekdanja misica, pevka, podjetnica in pa ena energijska bomba, kar boste gotovo videli že v samem štartu, Rebeka Dremelj. Dobro jutro. Hello, dobro jutro. Veš kaj, tako se lepo to sliši, ko mi še vedno kdo reče, oziroma napove, tako po 25 letih misica. A ni to, to je zapisano? Fajn je bilo, je zapisano in super je slišati, veš. Ja. Včasih sem se tega sramovala, zdaj pa starejša, ker bolj sem ponosna na to. Bomo prišla do tega, ampak najprej me zanima, z vsakega gosta prvo vprašanje isto, kakšna je tvoja jutranja rutina? Začneva tako. Moja jutranja rutina je ponavadi, kada imam eno petardo v ta zadnji, ker me ta male zbudita. Mami in sem po koncu, ne, tako da nimam časa za neke prav posebne jutranje rutine. Seveda pač so tisto umivanje in vse to, kar spada k jutru, potem pa jutranja kava. Kakšna kava? Ja, ponavadi kava z riževim mlekom. Okay. Ampak z navadnim bo šlo? Nekimi en kapučino ali pa nekimi naredimo. Kapučino narediva? Ja, tako. Lej, evo, lahko. Naš DeLonghi bo spedenil, tlele obrnemo mlekca, smo poštimali, vse smo spedenali. Tako. Trudim se, da bi sicer čim manj mleka pila, no, pa se mi kar uspeva, tako da. Zakaj? Laktoze? Pa ne vem, se mi zdi, da se nekako ne počutim najboljš, kadar mleko pijem, kadar pretirano mleka spijem, se če spijem tako, kako kavico ni, ne, konc sveta, ampak tako, taka napihnjenost se zgodi. Okay, Veš kaj, po 40 opažaš vse, kar prej nisi, za neke stvari, ki prej sploh nisi vedel, da obstajajo, zdaj pa po 40 začnejo počasa. Nisem še tam. Totalito, ja, sej. Lih pred parmi dnevi mi nekdo rekel, do 35 je vse v redu, pol pa... Ne, ni, pa se je lušno, jaz se ne smem nič pritoževati, čist v redu je. Veš kaj, jaz pravim, mlad si tuk časa, dokler si mlad po srcu, tako da. No, gospod, vidiš ga, je bilo treba, fajn. Skole, začela sva se prav, z manekenstvom, dejva tako, 2001 si bila torej misica. Ja. Ampak ti si z manekenstvom začela že ful prej, osnovna šola. Jaz sem začela z manekenstvom pri svojih 13 letih, kar me je najbolj fascinantno, ko gledam današnje starše, ne, seveda tudi sebe, ne, jaz imam zdaj starejšo hčerko staro 10 let. In ko si jaz predstavljam, da bi jaz čez 3 leta njo spustila samo v Salzburg, recimo. Jaz sem šla s 13 leti sama v Salzburg, kjer sem delala nekaj za eno naslovnico revije Bravo. Takrat so bile te revije Bravo, ful popularne, ne verjamem, da se zvoliš. Ne, Bravo, nisem jih bral, sigurno ne, mi je pa znano. Ja, no, v glavnem, in takrat sem jaz nekaj slikala za to revijo in vem, da sem šla sama z vlakom v Salzburg. Niti nisem znala jezika, angleško, seveda pri 13 še nisem znala, nemško sploh ne. V bistvu so me tam agenti čakali, ni bilo mobitelov, ni bilo ničesar, ni bilo GPS-ov, sledljivih naprav, da bi me kdo zdaj pogruntal, da sem jaz prav prišla, ne. Čakali so doma, da se javim, potem iz agencije sem prišla in to je to. Tako da res prav fascinantno, no, kako smo včasih živeli. Tako da s 13 leti sem se začela ukvarjati z manekenstvom. Ja, kako smo do tega prišlo? Ker 13, jaz sem fant, je malo drugačen, ampak da gre... Škaj, jaz zdaj čisto točno, kako sem začela, ti ne znam čisto točno povedati, ker se mi zdi, da imam malo nekih lukenj v spominu, ampak vem pa, da sem vedno imela recimo očeta zadaj za sabo, da mi je načeloma vedno on stal ob strani, da me je vedno on spremljal načeloma več ali manj, da je vedno ugotavljal, nekaj ne dela, ne? Ne, dela. Aha. Se mi rabo Gretmeister. Tako, načeloma sem, pa vem, da sem delala v eni modni agenciji, v Celje me oče vozil na različne modne revije, pa na različne manekenske tečaje. Tako, nekako sem mislila, v Celju sem praktično začela, no, če se prav spomnim. Pa so bila pa različna neka lepotna tekmovanja, pa je bila mis Celja, pa je bila mis tega, pa je bila mis unga, takrat je bilo to še zelo popularno. Ja, okay. Pa vem, da sem se tega skozi nekaj udeleževala, tako da pa se je pa to vse skrb začelo, no, tako da ja. Ampak ne morem mimo tega, da se pri tako mladih letah se otroka dobesedno vrže v to. Ma ne, nisem vrgla, to so bile moje želje, veš, dejansko sanje. Ja, to so bile absolutno moje želje, moje sanje. Jaz ne nikoli pozabila, ko me je oče peljal, ker sem želela iti na izbor za mis Slovenije, zgodil se je v Čateških Toplicah, takrat je zmagala Janja Zupan. In Metka Albrecht je takrat bila predhodnica Janje Zupan. In jaz vem, da ko je Metka Albrecht mimo mene prišla za Jonasom, jaz sem bila takrat verjetno res še
mlada punčka, no ona je bila pač par let starejša od mene. Jaz vem, hvala lepa. Jaz vem, da sem takrat doživela prav neko razsvetljanje, wow, kako so te punce vse lepe, kako bi si jaz to nekega dne želela. Tam sem mogla odzad za kamerami stati, en snemalc je zrihtal, da sva z očetom noter prišla to tekmovanje gledati in tako, in jaz sem to s takim navdušenjem spremljala. In jaz sem pa skozi samo sanjala, kako bi jaz to želela nekega dne. In pa se je zgodilo, so se zgodili te manekenski tečaji in tak. Tako da mislim, da tole, ko sem ta Salzburg rekla, se mi je zdaj v mislih prikazalo, da sem bila menda 15 stara, nisem bila 13 stara. Okay. Tako da sem, še zmer mislim, da sem, mlada. ja, še zmer mlada, ampak ker s 13 sem po moje glih začela s temi manekenskimi tečaji. Tako da mislim, da sem malo narobe prej povedala. Ja. Pa je pri teh tekmovanjih, sploh, ko se vse dogaja, ko si tako mlad, a je kakšen pritisk čutiti? Pa takrat ni bilo, veš, danes so čist drugi časi. Danes to težko človek razume, ker ti moraš vedeti, da takrat ni bilo telefonov, takrat naši starši tudi niso bili informirani o vseh nevarnostih, ki pestijo današnji svet. Kljub temu, da so te nevarnosti obstajale, ampak enostavno nisi bil bombardiran na vsakem koraku, pa si mogoče čist drugače potem gledal na te stvari, kot mi gledamo danes. Danes bi verjetno kakšna sociala prišla, če bi 15-letnika spustil samega. Ja. Ne, a veš, takrat so bili pa res to čist drugi časi, no? Tudi z drugimi stvarmi smo se otroci igrali na vse to. In načeloma je bil ta manekenski svet tudi drugačen, ki je verjetno danes ga jaz ne poznam več, ampak skrbeli so načeloma so bile neke agentke, skrbele so za nas. Mislim, to smo bile bolj tako kot v eni taki šoli, pa v enem takem vrtcu, veš, mislim, to je, za vse je bilo poskrbljeno, no, tako da nič se nismo kaj veliko rabili potem konec koncev sami znajdeti. Oni so točno vedeli, kaj delamo, kje smo, kdaj smo. Recimo, jaz sem pozabila izbor za Miss sveta leta 2001, ko sem zmagala v Sloveniji. Ne? No, izbor za Miss sveta se je zgodil v Južnoafriški republiki. In mi smo bile dol en mesec. In v bistvu mi se nismo smele z nikomer družiti. In potem je prišel moj sedanji mož, takrat je bil moj fant, moj Sandi, je prišel za takratnim lastnikom licence za Miss Slovenije, je prišel v Južno Afriko. Se pravi, on je kupil karto, prišel, bila sva vsak v svojem štuku sobe, mislim hotela, in midva se nisva smela videti, ker nam tudi to niso dovolili, da bi se videle s kom, recimo. Ne? Pa zakaj pa tako strogo? Tako da midva sva se samo takole sva si pomahala, ne? In potem smo pa imeli, pa so pa oni organizirali eno večerjo in smo imeli to skupno večerjo, da sva se midva lahko po enem mesecu s takratnim fantom, ker veš, da sem bila zaljubljena v njega, ne? Še čist, ne? Ker sva bila bolj kot ne na sveže zaljubljena. In so se takrat potem na tisti večerji uspela pa potem objeti pa ne vem, če sva se poljubila zaradi tega, ker res mislim, da je celo mogel lagati, da je moj brat. Nisem pa zdaj 100%, ampak vem, da neke mučke so bile, ker nisem imel fant. Razlagati, da poljubljaš brata, pa ni. Ja. Ni lih dobro zaslišati, ne? Ampak če greva mičken še nazaj, preden prideva do tega, da si bila Miss Slovenije in potem na tem tekmovanju. Se nova samo o misovanju govorila danes, Ne. To je štart. Veš, sem jaz v življenju naredila. To je štart. Jaz ga brat kronološko z gosti. Kronološko, dobro, ok. Ne, rad bi obdelal to, da je bila, se pravi, v teh mladih letih manekenstva, da si baje kradla. Da si baje sošolki ukradla takrat $15,000. 12. To je res. Veš kaj, vsakič, ko mi nekdo reče, da si baje kradla, mene kar tako, kot da si me z nožem v srce pičil. Ja, res. Vsakič me to, še vedno mi je to v bistvu ena taka bolna rana, ne? O kateri seveda zdaj glasno in jasno govorim, predvsem zaradi tega, ker je bila to pač srednješolska napaka, ki sem jo naredila in za katero sem potem nadaljnjih 20 let ali pa 30 let odgovarjala. Ne. Se pravi, ta oseba ve. Ja, seveda ve. Valjda. Je dobila nazaj vse. Zgodba je bila takšna, da jaz sem enostavno takrat njej, res vzela $12,000 in sem si šla kupiti telefon. In jaz sem potem, ko sem to naredila, jaz sem tisti dan potem njo poklicala in sem ji povedala, kaj sem naredila. Ampak je bilo že prepozno. Ona in njena mama in tako so se že odločili, da bojo pač to povedali v šoli, učiteljici in tako. In jaz sem takrat v bistvu v tistem trenutku potem kar naenkrat ostala sama, ne, brez prijateljev, brez, seveda vsi so s prstom name kazali. Izločili so te, ne? Izločili so me, kljub temu, da sem se jaz pač to seveda
povedala in pokesala in opravičila in vrnila in vse naredila. Ampak pač, kot pravim, takrat so bili verjetno pač spet drugi časi in to je bilo to, tako da sem potem v enem momentu ostala bolj kot ne sama, seveda niso mi vsi hrbta obrnili, mnogi so pač razumeli, da narediš napako, ker so se verjetno s svojimi starši in to pogovorili. Ampak enostavno, sem čez to nekako mogla iti. Potem pa, ko sem zmagala na izboru za Miss Slovenije, so pa seveda spet vse to na plano privlekli novinarji. Tako je v bistvu bila ta moja zmaga mal bittersweet, bi človek rekel. Kljub temu, da sem bila zelo vesela te zmage in vsega, sem bila pa na koncu tudi zelo, kaj ne rečem, zelo trnovo pot sem prehodila, no, da sem danes tle, kjer sem. Zaradi tega, ker sem se mogla, se mi zdi, da eno leto po zmagi non-stop skusi samo zagovarjati. Zagovarjati. Naslovnice so bile nova mis kleptomanka, nova mis z dolgimi prsti. To ne bi nikoli pozabila. Skratka, jaz sem prvo tako štarto doživela kot nek medijski linč. Ampak sem se odločila, da me srednješolska napaka, ker v srednji šoli so se marsikatere napake zgodile, samo nekateri pač niso bili medijsko izpostavljeni in mogoče niso rabili takšne poti prehoditi, kot sem jo prehodila jaz. Sem se pač odločila, da bom pač šla preko tega normalno. In sem seveda se borila naprej in nekako nisem dovolila, da me te medijske linči, da bi me uničili. No, tako da jaz mislim, da je to tisto, kar me je nekako naredilo močno in sem zelo vesela, da lahko danes delim to sporočilo med mladimi in jaz o tem seveda zdaj jasno in glasno govorim, tudi zaradi tega, ker mimogrede meni so tudi psihologi pomagali, da sem prišla do tega, da lahko o tem jasno in glasno govorim, ker kot pravim, mi je bila vedno to ena taka bolečina, kaj sem in zakaj sem jaz to naredila. Jaz razloga ne poznam, jaz ne vem danes v svojih možganih povedati, zakaj sem jaz pri 15 ali 16 ali koliko sem bila stara to naredila. Ne? Jaz danes ne vem, ampak skratka, to sem naredila in to je pač res ena stvar, s katero sem se mogla nositi. No? In hočem povedati to, da jaz danes mladim razlagam, da je to dokaz, da kljub nekemu linču, kljub temu, da res narediš eno veliko napako, da se vsako napako da v življenju popraviti, da se dejansko da iti čez in potem še nekaj v življenju narediti. Ne? Tukaj si to takoj priznala, meni je že to ful. Ja, vem, ampak veš, v vsakem primeru napaka je napaka. In mnogim se pač že neke manjše napake, kot je bila moja, zdijo konec sveta. Ja. Veš, otroci padejo v depresijo zaradi veliko manjših napak, kot je bila recimo ta moja. Ja. In hočem povedati, da pač tem mladim, da ne glede na to, karkoli v življenju se naredi, se zgodi, da vsaka stvar je rešljiva in vedno je neka pot iz tega ven, če imaš le srce pa pač glavo potem na pravem mestu. Ne. Če si še tak bumbar, lahko prideš na Radio 1, recimo. Recimo, ampak meni se ne zdiš bumbar, meni si prav všeč. Počas bomo rabili tlele en kavč, ker zadnjimi gosti, ki se ga menem, so vse tako po psihologah in to bomo tle počas začeli tako. No, počakaj, se tam čez 20 let v medijskem poslu vprašala, kako si pa kaj ti, tako da. Se ti vidi, da si šele začel, pa da si poln entuziazma, veš. Frišen. Ampak se mi zdi, da si bo počas res zaključila tole manekenstvo, ampak se mi zdi, da vse to, kar si zdaj povedala, kljub temu zdaj te zadnjemu, imaš vse v ful lepmi spomini, po moje. Pa ne, načeloma imam, veš kaj, jaz sem tudi tip človeka, ki vedno v vsaki stvari, ne vem, kako jim je uspelo me tako narediti, no, ampak sem vesela, da jaz pač v vsaki stvari nekako probam neko pozitivo najdeti. Jaz nikoli se nekaj ne zapletam v to, ali pa zato, ker so me pač izkušnje do tega pripeljali, se ne vem, ampak nekako se ne zapletam v te neke negativne stvari pa to, ampak vedno hočem. Glej, iz svojih srednješolske napake sem se marsikaj naučila, sem danes zagotovo drugačen človek, kot sem bila, zagotovo. Iz medijskega linča, ki se je zgodil takrat v štartu, sem se tudi nekaj naučila in sem zagotovo spet drugačen človek. Tako da enostavno so neke stvari tudi negativne, ki so se dogajale in se še dogajajo v tem medijskem svetu, v katerem pač funkcioniram že 25 let, ali še več, koliko, 25. Se mi zdi, da se vedno potem pa najde nekaj pozitivnega. No. Ja, čeprav je pa vedno non-stop prisotno neko, non-stop je neka borba, non-stop je nekaj, veš, ne more pa vedno vse gladko potekati, to pa ne. Če ne bi dolg cajt bil. Ja. Tudi vsa ta, veš, recimo ravno zadnjič, en teden nazaj,
Sem z eno prijateljico govorila in sem bila tako malo neke slabe volje, taka neka žalostna sem bila, ravno zaradi spletenih brezveznih komentarjev in mi reče, pa kako si lahko po tolikih letih še vedno žalostna zaradi tega, ker nekdo da nek komentar, pa te sploh ne pozna. In potem sem v bistvu dobra stvar rekla, ne, sem kaj, veš kaj, daj si predstavljaj, da 25 let delaš v službi, ker te ljudje žalijo. Ne da te obrekujejo samo, ampak da te dejansko žalijo. Sej ne, mene ogromno ljudi hvali, zato pač seveda tudi toliko let funkcioniram v tem svetu. Ampak veš, da si pa ti toliko in toliko let v nekem poslu, da te pa ljudje imajo občutek, da lahko o tebi, ne glede na to, kljub temu, da te ne poznajo, povejo čisto vse, karkoli si mislijo. Ja. In to ne zbirajo besed, ampak te dejansko žalijo. In non-stop te žalitve poslušati, ja pa... Nikje pa me. Porka flek, da prideš enkrat do trenutka, da pa rečeš, zdaj pa dost. Ja. Mislim, zdaj pa res dost. In zato sem rekla, da te bom po 20 letih show biznisa v medijskem svetu vprašala, kako se pa tebi vse skrb zdi. Bom jaz probal zdaj sem to sezono najprej zdaj, pol pa vidimo. Vse je super, ampak je pa non-stop neka borba in vsi smo mi ljudje in vsi smo mi krvavi pod kožo in vsi smo mi, a veš, in pol reče, kdo je, vse so se sami odločili za ta posel. Ja, seveda smo se, ne vedoč, kaj nas čaka. Samo enkrat je dovolj. Ampak ko si pa ti enkrat potem v tem poslu in v tem kolesju, pa tudi ne moreš kar izstopiti, zaradi tega, ker se pa, a veš, se pa to je naša služba, mi v tem živimo, se ne moreš kar tako službe menjati iz danes na jutr. Tako da ja, lej, je svoj vrsten proces in je zanimivo. No? Sem še eno vprašanje gledal. Ne, sada še to vezarja, pol pa greva res dalje. A si pričakovala zmago, da boš Miss Slovenije takrat 2001? Sam še to. Ma ne, po moje nisem pričakovala, sem si pa ful želela in znotraj sebe nekako vedela, da mi bo uspelo. Ok, zdaj gremo lahko naprej. Pol si prešaltala na glasbo. Ja. Dejva se zdaj še malo tega dotakniti. Evo, zdaj sva ful govorila o tem obrekovanju, pa mediji, pa tako naprej, od ljudi, gor, dol, levo, desno. Koliko si pa takrat mogla unga poslušati, veš, evo še ena misica, ki misli, da lahko poje? Ne, takrat še ni bilo še ena misica. Ni bilo še tega? Ker sem jaz bila prva misica, ki sem začela peti. Okay. Takrat v štartu še ni bilo še ena. To se je začelo potem po 10 letih moje kariere dogajati še ena misica, ki poje. Zaradi tega, ker so potem pa res začele mnoge misice za mano pet. Jaz sem bila pa prva, ki je začela peti. In to ljudje potem, veš, skozi vse te procese in skozi vsa ta leta ljudje pozabljajo. Oni potem vse, kar dajo ven te isti kalup, zaradi tega, ker so pač nasičeni za tolikimi informacijami. In to je ta blišč in beda tega show biznisa. Skratka, jaz sem bila prva, ki sem začela peti. In prva tudi, ki je izdala ploščo takrat. Izdala sem ploščo znotraj svojega misovanja, se pravi znotraj svojega prvega leta, ko sem bila mis. In ko sem predala krono naprej, sem že imela svojo ploščo. Se pravi, jaz sem se takrat, ko sem zmagala na izboru za mis, nekako nehala ukvarjati z manekenstvom. Kljub temu, da bi človek pričakoval, da bom takrat šele začela, ampak takrat sem se nehala in sem začela v bistvu se ukvarjati s petjem. No. In takrat sem potem pač, začela peti. Je bil težek prehod? Meni je bil načeloma načrtovan, zaradi tega, ker jaz sem si želela, da bi mi bila, načeloma sem se jaz tudi po moje, no, zdaj, ko gledam za nazaj, prijavila na izbor za mis zaradi tega, da bi bila to odskočna deska. Jaz sem pač bila takrat dekle iz Sanovega, ki, ne vem, to ne veš, kam bi se obrnil. Veš, ti tudi moraš vedeti, takrat ni bilo družbenih omrežij, takrat nisi ti mogel biti popularen, če nisi bil popularen. Takrat ni bilo influencerstva, takrat ni bilo teh stvari. Se pravi, takrat, če si hotel biti popularen, oziroma če si hotel pač nekaj v show biznisu narediti, si mogel biti v medijih. Ne? In izbor za Miss Slovenije je bil takrat pač ta neka odskočna deska. Tako da preboj, mislim, tako načeloma mi ta prehod niti malo ni bil, ker je bila želja po petju, ne več želja po manekenstvu. No, si pol si kmalu, v bistvu vse si vrgla v glasbo. Ja. In preden si zmagala tudi na Emmy leta 2008, zblati na Emmy že 3krat prej. Je res? 3krat ali 2krat, veš, da zdaj mogoče ti bolj veš, če si fajn research naredil. Verjetno sem ga usrl. Ne, možno, da si imaš ti prav, ne vem. Bila sem, enkrat vem, da sem bila, pa za Kumrom vem, da sem bila v enem duetu. Zdaj za dva, pa možno pa tudi, da imaš prav. Lej, vprosti, možno imaš prav. Je možno, bi mogla prav, zdaj se res čisto nazaj. Ogromno pak sem že naredil, zakaj ne bi še tle? Ne, pa veliko stvari je bilo tudi. No. Pri meni se je res toliko ogromno stvari dogajalo, da ja.
A si takoj, ko si prvič šla na emo, hotla Res je, zmago? 3-krat sem bila. Si bila Pomniš? 3-krat? Zdaj sem se spomnila. Ja, 3-krat sem bila. Mislim, veš kaj, ti moraš vedeti tako, da ko si enkrat na slovenski glasbeni sceni in ko želiš nek preboj neke svoje pesmi ali karkoli, mi nimamo, tako kot v tujini, 300 različnih oddaj pa šovov, kjer se pač to dogaja, kjer ti lahko svoje komade predstaviš in tako naprej. In enostavno je bila takrat, spet govorim, v tistem času, je bila ema ena taka fajn, varna izbira. Da če izbereš, da greš na tekmovanje za emo, da boš lahko fajn predstavil svojo pesem in da boš potem, ko boš prišel v finale, recimo, lahko tudi veliko nastopil, veliko delu in posledično pač seveda tudi zaslužil. In načeloma se mi zdi, da večina nas, ki se je v takratnih časih prijavljala na emo, je imel ta fokus pred sabo. Ne tukaj mogoče tudi ne same zmage. Tako da verjetno so vse te prijave bile tudi zaradi tega. Pa se pa pač zmaga zgodila. Poklopilo. Ja. Nedolgo nazaj sem se tako na kavici pogovarjal z Majo Kevc, ki je tudi zmagala in šla potem na Eurovizijo. In ona je rekla, da je imela dva fena, če se ne motim, iz Malte, ki sta jo tako, Maja, ne? In sta ji citirala v slovenščini, ba je nek odgovor, ki ga je ona imela pri nas. A si imela tudi ti kakšno tako izkušnjo, da je bil sem tako, da te prepoznajo? Mislim, meni je bilo ful velike teh Eurovision fanov, ne? Ja. In oni res spremljajo to Eurosong. Živijo za Eurosong, ja. In meni v bistvu še danes nekateri pišejo. Recimo še danes mi znajo napisati, ja. Wow. Jaz sem bila povabljena 2 leti nazaj v London, v en klub, kjer se je pač dogajala neka eurovizijska fešta, oziroma teh eurovizijskih fanov in oni so mene kot pač izvajalko, kot glavno izvajalko povabili, da sem 1-urni show program jim naredila. In jaz sem v bistvu to šla malo tako z rezervo, plačali so mi nastop, skupaj je šel z mano pač en moj kolega, takrat bobnar moj, in mi dva sta šla na ta nastop, tako grejo v London malo, ne, da vidimo, kaj bo. In jaz, ko sem vstopila v ta klub noter in ko sem jaz videla, da oni vsi vejo, kdo sem, kaj sem, koliko imam otrok, kaj delam, oni so vse vedeli o meni. In oni so poznali vse moje slovenske komade, se pravi, pojdi z menoj, Vrak naj vzame. Tam je bil celo en Nemec, ki je naredil priredbo, oziroma on je kao se spravil 5 Vrak naj vzame in je v nemščini neki pel Vrak naj zane. In v bistvu tako sem bila res prav fascinirana, nisem mogla verjeti, da ljudje sred Londona, zdaj oni vejo, kdo je Rebeka Dremelj in oni pač poslušajo moje komade in vsi so se pa hoteli slikati z mano in eni so bili pač oblečeni tudi tako, da so imeli malo pirja, pa tako, se veš, taki, Eurovision fan, Je hudo. In je bilo fajn, res super nastop je bil. Pa sem pa pela take različne, Elena Parizo, pa te komade, ki so bili eurovizijski, ja. Tako smo imeli res tako fajn žurko in je bilo prav topno. Kaj se pa najbolj spomniš iz Beograda, kjer si šla potem nas zastopati? Lahko tudi kaj tazga poveš, kar še nis. Ne, veš kaj, glavni spomin iz Eurosonga iz Beograda mi je, da sem stala direkt tako ob zaodrju, ker sem hotela jeti na oder gor in sem pogledala tako levo gor na tribune in sem videla očeta, mamo, svojo najboljšo prijateljico in Sandija, kako pa še nekaj njih je bilo, kako so ogromen transparent, ne vem koliko 10 ali pa ne vem 10 metrov po moje dolgi transparent držali Go Slovenija, Go Rebeka. In vem, da v tistem momentu, ko sem gor pogledala in direkt očetov si v oči zazrla, sem takšen cmok v grlu dobila in sem kar naenkrat dobila tako neverjetno tremo, da vem, da ko sem šla gor na stage, sem se tresla, ker jaz načeloma zelo nimam treme. Mene zelo poznajo, da sem zelo netremašica. Vejo, da ko pridem na oder gor, da meni res ni problem iti na oder. In res ne čutim nobene pretirane neke živčnosti. Ampak takrat sem pa prav se spomnim te treme, kako sem se to neverjetno res in ta občutek mi bo ostal do konca življenja. Si tle se lahko Sandijam lupčkala, ne? Lahko. Ni Luka Južna Afrika, ne? Lahko. Okay. Tle ni bil več moj brat. Nisva bila. Bi šla še kdaj na emo? Pa ne vem, nikoli ne reci nikoli. Zdaj so se časi spremenili. Takrat sem govorila, da ne. Zarečenega kruha se največ poje v življenju, to sem se tudi naučila.
Ne vem, zakaj pa ne, če bi bila prilika takšna, da bi bil dober komad, če bi se neke stvari poklopile, enostavno bi se mogle stvari poklopiti. Zdaj, da bi šla pa namerno, nisem ugasala. O moj bog. Da pa povejva, kdo kliče. Prosti, jaz sem bila prepričana, da sem ugasala. Nobene panike, to so, le vidiš. Viš, kako se učimo skozi celo življenje. Vidiš, evo, meni je to všeč take stvari. Teh stvari ne režemo nič ven, to ostane. Meni je to všeč. Načeloma vedno ugasla. Ja. Ti si ona, ki na pogrebah zazvoni, Ni se mi še to zgodilo, ampak upam, da vas zdaj le zatavala. Je glasba še zmeraj tvoja, ne morem reči prva ljubezen, ker začela nisi z glasbo, ampak dajmo reči največja. Je največja ljubezen, čeprav recimo zadnji 2 leti, oziroma v času od korone naprej sem se zelo veliko 95% ukvarjala z drugimi stvarmi kot z glasbo. Tako sem zelo vesela, da sem lansko leto decembra, se pravi mesec nazaj, naredila te ene svoje božične šove in tako, da sem se spet mal, rečem, lahko glasbeno zadovoljila sama sebe. No, ne sam sebe. No, seveda tudi mnoge fane teh božičnih uspešnic. Ja, je glasba moja še vedno glavna ljubezen, kar zadeva show biznisa in tako, mojega posla. Ampak, a smo v redu? Ne bo se kaj podalo. Tle ne vem, če ste to zdaj le slišali, pa kar rekajte, ful neki naredili, tako da morda bomo li kar posneli, ker nama streha pada na glavo. Ne, bog ne daj, ne, prosim ne. Ja, no, še enkrat, glasba je še vedno moja prva ljubezen, ja. Okay. Čeprav so pa, veš kaj, ko enkrat ženska rodi, pa si ustvariš družino, pa tako, so pa potem nekatere stvari, ki pa postanejo prioriteta v življenju, ne. Veš, in potem mi je bilo vedno težje hoditi ob 6 zjutraj domov, ali pa ob 5 zjutraj domov, pa vedno ker sem se hotela ob 6 ali pa ob 7 zbuditi, zato ker sem hotela te očke pogledati, kako me pogledajo, ker se zbudijo, pa tako, veš, in potem skozi vsa ta leta se ti pač nekatere stvari ne da več delati, no, tako da. Omenila si že, da si imela decembra, se pravi pred dobrim mesecem, božični šov, ne? 3 božične šove, ja. Odkje je bila pa to ideja? Ker kar sem jaz slišal, kar sem videl po Instagramu, to je bil res šov. A veš kaj, jaz sem tako, mnogi se tega ne spomnejo, ker so premladi, ampak tisti, ki pa se spomnejo, se pa še danes spomnejo. Jaz sem vedno vse svoje promocije albumov delala v stilu šovov. Jaz sem zmeri hotela imeti šov. Jaz nisem bila tip človeka, ki bi prišla na oder, vzela mikrofon pa nekaj pela. Jaz sem zmeri hotela še vse neke te minđule zraven, razumeš, da to malo eksplodira, neki tak, da so plesalci, da se preoblačiš, da se nekaj dogaja. Skratka, da je celoten paket skupaj. Ker sem pač tudi jaz takšen tip človeka, no, očitno. In zdaj potem od leta 2010, ko sem delala, ali pa 2014, nekaj takega sem delala svoj zadnji šov. In pol sem to pogrešala. In pol so se kar neke druge stvari začele dogajati in sem rekla, ampak nisem pa zdaj imela trenutno albuma novega, pa tako. In sem rekla, dajmo narediti ten šov, glede na to, rada imam te božične pesmi. V Ameriki se ful teh božičnih šovov dela, pri nas noben tega še ni naredil. In sem rekla, bom pa jaz pač spet nekaj prva, ker sem nekaj spravila delati. In sem vesela, da sem to naredila, zaradi tega, ker si želim letos spet to narediti, ker vidim, da so ljudje to neverjetno dobro sprejeli, ker sem videla, da je ljudem to manjkalo, da obstaja ogromno ljudi, ki so ljubitelji tega božičnega kiča, tako kot jaz. Si prav, ja, sem. Ti pa Roškar. Res sem ljubiteljica kiča. Ne morem si pomagati, tako je, nič ne vidim slabega v tem. Vidim, da sem tudi vzgojila 2, ki gresta po mojih stopinjah, tako da. In sem vesela, da sem to naredila, res. In je bilo res lušno in super. Bo morda to tradicionalno? Upam, si želim. Si želim, da bi bilo tradicionalno, zaradi tega, ker sem se v tem zelo našla in sem si zelo nafilala baterije za nadaljne projekte. A veš kaj, kljub temu, do naslednjega decembra. Ja, ne, ampak finta je v tem, da kljub temu, da te to izčrpava, ker je bilo res nenormalen pressing, jaz sem imela
decembra, po moje, če rečem, da sem po 17 ur delala na dan, pa po moje sem rekla malo. Ker sem vmes šla na Finsko, ker sem s Kompasom sodelovala, pa sem pomagala tam pri Božičkovi deželi ljudi voziti okrog, pa sem prišla v ponedeljek domov, pa sem imela v ponedeljek generalko, pa sem imela v torek šov, pa sem v sredo malo počivala, pa delala aktualne stvari, pa sem v četrtek šla na Finsko, pa sem prišla spet v ponedeljek domov, pa sem imela, veš, to je bilo tako, da to si mislila, da sem mislila v enem momentu, da se mi bo res utrgalo. Ampak zdaj, ko se pa stvari umirile, ker sem se spočila, ker sem spet v tistem nekem svojem normalnem kolesju in ko gledam za nazaj slike in to me pa fila, ne. Mi pa to da, veš, mi nafila spet baterija za naprej in mi da nek entuziazem spet da, ali pa recimo neko energijo, da za nek nov zagon za neke nove projekte, no, tako da to mi je super. Kako je pa doma? Doma pa zdaj, mami je spet. In doma, ne? Ja. Veš, kaj je najbolj zanimivo? Še december. Ja. Takrat, ko me nime vsi ful pogrešajo, takrat, ko sem, to je zmeri, sploh ne opazijo, da sem, a veš. Ja, to je zmeri. Zakaj bilo pri nas drugačke energije, glej? Zdaj smo pri polno drugih stvareh, ne, veš, glasba. Vmes si pa vodila tudi kar neki oddaj na TV-ju, med drugim si imela tudi na radiju. A si imela jutranji program? Jo, bog se usmil, to sem pa najbolj. To je pa moj največji kiks v karieri, po moje. Zakaj? Zato, ker nisem jutranji človek, takrat še bila, zdaj sem pač skozi leta, odkar imam otroke, pač mogla postati. Ampak takrat sem pa jaz prišla v 5 zjutraj na radio, pa sem spala, drugi so pogovorili. Jaz sem to, grozno, klikerji mi niso delali niti slučajno, to so bile po moje najbolj dolgočasne oddaje vseh časov. Res. Ja, ampak to si imela nekaj časa, ne? Nekaj časa sem se, zdaj se točno spomnim. Enkrat na teden jutrni program. Tako je pisala. Oprosti mi, hvala, ker me spomniš zdaj za nazaj, ne vem. Ne znam ti odgovoriti, ali enkrat ali dvakrat na teden. Veš, kaj se mi dogaja? Dogajajo se mi luknje v spominu, ne? In sicer zaradi tega, in sem prav enkrat govorila z enim psihologom in je rekel, da zaradi tega, ker sem tako živela hitro, toliko stvari se je dogajalo in da se nisem ustavila in si nisem ustvarjala nekih spominov v nekem določenem obdobju. Ne? Ja. Veš, kaj se je logično, če ti delaš in na radiju in hodiš po različnih evropskih državah, zmagaš na Eurosongu, delaš šov Rebeka brez strehe nad glavo, zraven delaš svojo bajto, zraven, se veš, mislim, ni logike, da bi se dejansko res lahko ustavil in si ustvaril neke spomine, ampak sam hamlaš iz enega projekta na druga. Ne? In v enem momentu sem dejansko tako živela in zato ne vem, nekih stvari res ne vem, ne znam odgovoriti, ali je bilo to enkrat na teden, ali je bilo dvakrat, ali je bilo, ne vem, nimam pojma. Vem sam, da nisem uživala in da ni bilo fajn. Misice ste kaj pile? Ne. Verjameš ali ne, da jaz do svojega 26. leta, pa to mnogi ne verjamejo, ampak jaz do svojega 26. leta nisem probala niti kapljice alkohola. Wow. Pa verjamem, da bo zdaj mnogi rekli, pa deja, pa jade, ampak živa resnica. Niti maturantski ples, niti maturantski izlet, niti nikoli nič. Pri 26. letu sem imela en nastop v Gracu ali nekaj taga, skratka za Husqvarno, vem, da je bilo za kosilnice. In smo za mojimi plesalkami, takrat me je vozil še en Nenad, predvsem zaradi varnosti, ker smo imeli po 3-4 nastope včasih na dan in če sem jaz vozila, pač enostavno nisem bila več sposobna voziti. Ja. In nas je ta Nenad pelil in v glavnem je mene tako strašansko s plesalkami sem bila in me je tako strašansko želodec bolel, da nisem vedela, ali bom lahko stopila na oder ali ne. In so me prepričali, Rebeka, da vzam en Underberg, spi en Underberg, boš videla, da ti bo boljš. Ja. In jaz se prav spomnim momenta, kako so me snemali, da Rebeka pije alkohol in sem jaz ta Underberg spila takrat in jaz sem bila prav, otroci ne počnite tega doma, ampak meni se je prav fajn zdelo, da sem jaz to lahko spravila po grlu dolno. Pustimo, da se mi zdi, da sem se takrat pol z unim Underbergom celo malo napila. Nekaj časa nisem smela pol niti unih čigumijev, ker so imeli okus po zeliščih, veš, tudi tistih čigumijev nisem smela več nikoli pojesti, ker sem imela pač grenki spomin na tist Underberg. Od takrat naprej nikoli več trezna. Ja, ne, to ne. Ampak ja, no, sem pa potem kdaj seveda od tistega časa naprej pa kaj spila. No. A si to komu že povedala takole? Moj sem prijateljem, pa to vsi vejo, to zgodbo. Medijsko? Se komu to še tega nikjer nisem zasledil? Jaz sem 25 let že v medijih, veš, tako da je bilo že kar nekaj tega povedanega in pozabljenega hkrati. Ne, hecam je, ker jaz sem samo malo zafrkala, zdaj so pa zgodbico dobila, kar mi je ful všeč. Ja, res nisem, nikoli nič pila.
A boš zdaj te prva, ki me bo šokirala, pa odgovorila na vprašanje televizija ali radio? Kaj ti je boljš? Radio. Tudi ti rečeš radio. Jaz televizije nič ne gledam. Ne, kaj izbereš, glede na to, da si bila na televiziji kot voditeljica in na radiju kot spikerca? A ja, to misliš, To? delo? Delo. A ja, Kam greš? absolutno televizija. Okay. A ja, ne, sem mislila še, a ja, ne, Prva. a kaj poslušam? Ne, poslušam veliko raje radio, zaradi tega, ker sem več v avtu in to, in televizije ne gledam nič, res, televizija od mene ne bi mogla živeti. Oziroma sploh od naše familije, ne. Ne, zdaj vsakega, ki sem vprašal, drugače glede pa dela, delo so pa zmeri abso- vsi rekli radio. Ne, meni pa delo absolutno na televiziji. Ja, Prva, evo. ne, to pa res. Jaz ne vem. Čeprav je Nisem več se dela, našla, ker te nisem se pač čutila. vidijo, veš, je treba vse Veš kaj, jaz sem zrihtati, človek izrazov, ne? Ja. Pa mimike, se vidiš, da skozi neki maham, pa skozi neki ne? Ja, res je. In to na radiju se to zgubi, ne? In na radiju ti tega ne opaziš, ne? Ja. In se mi zdi, da sem premedla za radio, no? Ali kaj? Ne vem, se mi zdi, da ne vem, ne čutim. Vse v glasu Ne je čutim tudi radia. dinamika. Tako Tudi da. se mi zdi, da mi klikerji ne delajo tako hitro. Jaz ne bi mogla to tako spontano vse voditi, kot recimo vas vidim, pa poslušam. Pa tako. Ne vem, ne, se mi zdi, da nisem ta tip. Pošteno. Ja. Greva še malo naprej. Merila si tudi linijo spodnjega perila, Kaži, vse nisem imela. parfume. Ja. Kaj od tega je zdaj še? Parfumi so še v akciji? Parfumi so ravno kar razprodani, valjda, tako da december je mimo. trenutno moram reči, da niso zdaj aktualni, ampak smo v izdelavi novega. Ja. Linija spodnjega perila, jaz sem imela kar neke 3-4 linije, potem sem to prodala celo v Makedonijo enemu. Ja, kaj še, kaj te zanima, ne vem, Kaj sva še imela, ajde, če sem kaj spustil? Ja, ne, to ja, perilo pa to, zdaj trenutno se pa ukvarjam z tem spletnim mestom, ki ga imam za ženske, Še nepremagljiva pridemo do pika si. tega, ja. Knjigo smo izdale, Nepremagljiva kuhinja z Almo Rekić. Imamo različne oddaje, imamo različne članke, več ali manj gre za to, da opogumljamo ženske in dajemo nek veter v jadra za nove zagone. Tako da, fajn stvar, no? Fajn stvar. A je kakšna stvar, da se jo ne lotiš? O, To je dobro mišljeno, da ne bo kaj marsičesa. narobe. Ja? Marsičesa. Mislim, ne vem, zdaj ne znam ti likanja. Veš pa smo spet doma. Evo, likanja se pa ne lotim. Evo, Ne, res. pač deluje mi, karkoli sem bral o tebi, iskal, pač pusva te medijske linče in te stvari. Kariera je šla zmer, se mi zdi, da nekako tako. Česar si se lotila, si uspela. Čeprav se rekla, da radijski kik sem pa. Rajski je bil res tik zdaj. Čeprav, glej, mogoče pa kdaj tudi začnem kaj na radiju delati. Se nikoli ne veš, pri meni se res nikoli ne Kaj pa ve, ker veš? se jaz se tako veš, ko vreme. Jaz se res včasih, tisto, kar je bilo Sprejemljivo. oblačno, kar naenkrat rata sončno. Tako da, lej, ne vem. Predvsem jaz mislim, da izhajam iz te generacije ljudi, ki smo bili navajeni delati. In meni res ni težko delati. In tako kot sem rekla, nekateri se določenih projektov niti ne lotijo delati, zaradi tega, ker vejo, da je preveč dela tle zadaj. Preveč dela, preveč odrekanj, preveč financ, ki jih je treba vložiti v neke stvari, in se polkar tega ne lotijo. Tako da ne verjamem, da mi vse uspe. Velikokrat so tudi kaki kiksi, velikokrat morajo biti. so tudi solze, velikokrat se tudi tolčem z glavo ob zid. So za to densko vam midva fertik, Ja, veš. a bojo, ne? Ja, ja. Boš- Tule gostje se boš zjočajo, jokal, ne? nikoli več. A ne, sem mislila, šjokal, ker sem ponosen, ker smo dubo tle v studio. To je pa drug vidik. Moje solze so solze sreče. Ja, no, vse zdaj. Ne, tako da ja, lej, ne vem. Sem pa Bomo vesela, videli. da lahko delam to, kar delam. No. Se mi zdi, da delam s srcem in da ljudje to tudi mnogi opazijo. Kaj pa se je v vseh teh časah, kolikor si že na medijski sceni, kaj se je recimo najbolj spremenilo, da vidiš? Mislim, spremenilo se je to, da niti novinarji niso več to, kar so bili recimo včasih. Ti moraš vedeti, da včasih smo popularnost dobivali iz različnih virov, oziroma iz 2 virov ali pa iz 3. Iz radia, iz televizije pa iz časopisov. Novinarji so se potrudili, so naredili research, tako kot si ga naredil recimo zdaj ti, in so se s tabo pogovarjali.
Danes novice, ki krožijo v ljudeh, krožijo več ali manj to, kar je objavljeno na socialnih omrežjih, da je prepisano ali pa mogoče še kak svoj stavek dodan zraven. Noben več se ne ukvarja s tem, da bi se za človekom dejansko res pogovarjal in potem si ustvaril neko svojo sliko in jo pač prenesel naprej med ljudi. Tako da tle vse je tako površno nekako. Ja. Vse se mi zdi, da je nekako površno in da dejansko res ne dobivamo več te neke pristnosti, ki je bila včasih. Zelo malo je takih in sem hvaležna za take intervjuje, kot je tvoj. Zaradi tega, ker dejansko se lahko izraziš in dejansko lahko kaj poveš. Medtem, ko se mi zdi, da je malo tega, no? Da je premalo tega. Pa drugi nimajo DeLongija. Ja, to je to. DeLongi torej. DeLongija nimajo. Tudi zrihtite si kofe, kavno avtomat, pa bo boljš. Pa bo boljš. Jaz se moram dotakniti tudi takih tem, ker so pač človeške, življenjske zgodbe. Med vsem tem, kar sva vse zdaj obdelala, je prišlo tu zate, predvidevam, temačno obdobje, ki si zbolela. Ne? Ja. Ampak na srečo je šlo to mimo, si premagala. Kako je pa tisti moment, ki zveš tako novico? Veš, kak je, tako je. Jaz mislim, da vem, zakaj sem zbolela. Zaradi tega, ker sem bila predtem v enem takem obdobju, ker sem jokala vsak dan. Jokala zaradi posla, da smo si na jasnem. Ja. Jokala zaradi posla vsak dan, ker sem bila v enem takem odnosu, ki me je dušil in enostavno nisem vedela, kako naj iz tega odnosa pobegnem. In mislim, da je bil to razlog, vsa ta vsakodnevna sekarancija toliko in toliko časa. In sem pač potem zbolela na ščitnici. Ja. In ko zveš, ja seveda, danes bi to drugače verjetno sprejela, kot sem sprejela takrat. Ker takrat jaz nisem bila informirana toliko o raku ščitnice. In prvo, kar sem pomislila, je smrt, seveda. To je prva stvar, ker ko so me poklicali in so povedali, da ja, imam raka, jaz sem to po telefonu izvedela in to je bil 25. marec, materinski dan. Jaz sem imela glih zelo malega otroka takrat, svojo prvo hčerko in seveda se mi je zrušilo. Jaz pač vem, da sem jokala, tako da sem klicala eno prijateljico in sploh ni vedela, kaj hočem povedati, ker sem se tukaj drla noter v telefon. Ampak potem sem pa sama sebe prepričala, da bo pač vse v redu, da bom šla pozitivno naprej in sem začela v bistvu se obnašati kot da imam eno gripo, ki jo bom pač to z lahkoto premagala. In tudi, ker sem šla staršem, vem, da nas je novo to povedati, sem že imela ta stav, sem že tako se nosila in tako povedala, da v bistvu bomo zrihtali. Pardon, tudi ona dva bila tako, ne, okej, bomo šli čez to, ne. No, in potem sem se skozi pač na takšen način nosila, da enostavno niti nisem podvomila, da kaj ne bi šlo prav. In se je na koncu, hvala Bogu, evo, trkam. Naučili so me, da moram trkati gor proti nebu, ne dol proti tlom. Kaj, zakaj? Ja, ne vem, bo je, da ne smeš dol trkati, ker potem dol pošiljaš energijo. Pol gre vse hudiče, ali kaj? Ampak možno je gor trkati. Zanimivo. Dobro. Ampak boš videl, da naslednjič, ko boš potrkal. Ja, bom spod. Boš zir spod. Pa veš, ko bi še Rebeka Dremelj mi je to rekla. Kaj me so to samo enkrat rekli in zdaj skozi Zanimivo, wow. Kot da Saj ima smisel. Ima smisel. Ja, okej. No, tako da glej, hvala Bogu je šlo vse v redu. Naprej. Pa so ti mogli ščitnico odstraniti? Meni so ščitnico celo odstranili in tudi v bistvu potem, ker bi mogla imeti terapije za radioaktivnim jodom, to so ene take terapije, ki te potem zaprejo v eno sobo in ti dajo pač za spit in si radioaktiven nekaj časa in bi jaz mogla, kar mi je bilo najbolj grozno, oprosti, moram se odkašljati. Ja. Kar mi je bilo najbolj grozno, to, da bom več kot en mesec, ali pa mogoče še celo dlje, zdaj se točno ne spomnim, mogla biti stran od svoje hčerke. Takrat sem imela sam pač starejšo hči. To mi je bilo najbolj grozen. No, skratka, in me je Sandi, zato ker si radioaktiven, ne? No, in me je Sandi peljal že na onkološkega, da mi bojo dali to terapijo z radioaktivnim jodom in so mi rekli, s kufrom sem že prišla, in so rekli, Rebeka, ne rabite te terapije. Ker ste 1% samo ljudi, da doktor tako dobro izreže, da nimate nobenih ostankov ščitniškega tkiva. In res doktor Bitenc se očitno tako neverjetno potrudil, da pač jaz potem te terapije nisem rabila. In v bistvu vse, kar sem imela operacijo in pa seveda potem doživljenjsko imam zdaj terapijo s hormoni, ki pa pač so zdaj, ko so pod kontrolo, so v redu. Ne? Takrat, ko so pa ugotavljali,
Zato jaz vedno pravim, jaz sem že pri 36 vedela ali 35, kaj pomeni biti v meni, ker je bilo pa to kar tako, no, je bilo kar kritično. Nam nikoli pozabila, da se je mlajša hči kopala v bazenu, jaz sem bila pa zunaj v bundi, v smučarskih zoknih in v šalu in v rokavicah, ker sem pač pazila na njo, ne, ker se je kopala. Mene pa tako zeblo in tako treslo, da sem bila čist premražena do kosti, da sem sred zime. Tako, res take valunge so bile, no, taki valovi neverjetni. Ampak, glej, vse, hvala Bogu, vse speljalo tako, kot se moram. Ni pa ta stvar, kakšna, da je morda kaj dedno ali pa kaj? Jaz sem šla to pregledati, šla sem si genetiko pregledati ravno zaradi hčerk in nimam okvarjenega gena, tako da so mi rekli, da sem si to uspela predelati sama. Ne, to sem zato vprašal, ker pač pri nas doma so tudi imeli težave s ščitnico in smo vsi 3 otroci, ki smo mogli iti na pregled in jaz sem edini, ki tega nima. Aha, ki nima gena. Ne. Aha. Ne. No, super. Lej, to in je že takrat bil ta, vem kako tu poteka in te preglede non-stop in to in pol sem... Jaz sicer še vedno hčerkama hodim enkrat na leto pregledati za ultrazvokom ščitnico, ampak... nimajo pa okvarjenega gena, kar mi je bilo tako zelo pomirjujoče. No. Ja, ena skrb manj, ne? Ja, mislim, se veš zdaj. Pač pomirite, no. Zdaj, kaj razumem. Pa še zmeri pa pač ni izključeno normalno, ne. Ja. Tako da ja, sem pa zelo veliko o ščitnici pa to za nalašč potem govorila, ker se mi zdi, da se je zelo veliko potem takrat, ko sem jaz zbolela člankov naredila na to temo, ogromno so tudi po televiziji govorili o okvari ščitnice in takrat so tudi ženske začele ugotavljati, da mogoče pa tudi njim ščitnica ne deluje. Tega ni malo, ne? Zdi, ja, seveda, in tega je zdaj čez dalje več in se mi zdi, da sem bila en tak glas za tiste, ki so pač to mogli slišati. Tako da sem bila praktično vesela, da sem glasno in jasno spregovorila o tem, no? Ker se mi zdi, da sem mnogim, tudi mogoče zaradi mene, se je mnogim potem stanje morda ugotovilo ali pa popravilo ali pa kakorkoli. Da... Je bila ta bolezen pol povod, da si naredila portal Nepremagljiva? Tudi, predvsem je bila pa ta bolezen povod, da sem začela čisto drugače živeti, kot sem živela prej. Prej se mi zdi, da me je to kolesje show biznisa potegnilo noter, tako kot sem prej rekla, sem skozi hotela nekaj ugajati, skozi sem hotela biti, skozi sem mogla dobivati neke potrditve ljudi, skozi sem si želela biti dobra do vseh, skozi sem želela, mogoče tudi ta srednješolska napaka, pa to vse skupaj je bilo povezano, da sem non-stop želela neke potrditve, da sem jaz fajn, ne da sem fajn, sem prijazna, ne da sem prijazna, tudi ko mogoče ne bi rabila biti prijazna, pa sem stisnila zobe, pa sem bila prijazna, pa tako. Medtem ko zdaj nisi več. Ne trudim se sploh ugajati več ljudem, res. Sploh nimam več. Po telefonu. Prišla sem, po telefonu. Prišla sem v glavnem do trenutka, da sem rekla, da živim zase in pa živim za tiste, ki me hoče poslušati pa gledati. Vedno obstaja knof, mute, vedno obstaja gumb, prestaviš kanal. Točno to. Tako da to ni več moj problem. In ko sem sama sebi razložila, da to, da imaš ti probleme z mano, ni več moj problem, ampak je to tvoj problem, takrat se mi zdi, da sem končno zadihala s polnimi pljuči in se ne obremenjujem več. Čeprav včasih še pride kak trenutek, veš, ki si mislim, pa pišuka, ne? Ampak glej, se na hitrco znam potem postaviti nazaj se znam skalibrirati, bom rekla, no. To moram povedati, da ko sem Rebeko jaz klical, če pride k meni na kavico in jaz, ko živijo ali jaš tukaj Radio 1, bi te povabil, veš, delam ob nedeljah eno kavico, ona tako, ja, vem. Ja, to sem rekla. Prva, ki je to rekla in se mi je ful dopalo. A res? Ja. Ker to je, vse tako, ko sva že v štartu se rekla, ne, to je moj začetek nekako in valjda se mi take stvari dopade, ampak se tako pogovarjam z vsemi vame, goste, mi je tako, wow. Lej, jaz pa mislim, da je zelo pomembno, da en drugega sploh v tem show biznisu podpiramo in pa se mi zdi, da je zelo pomembno, da tisti, ki smo že dolg časa, mogoče znamo dati kakšen nasvet, ker ipak že 25 let živimo to življenje, po kateri poti mnogi zdaj stopajo. In se mi zdi, da vedno živim tako oziroma funkcioniram na ta način, da v slogi je moč. In verjamem, da z skupnimi močmi se lahko marsikaj zgodi, marsikaj premakne. A veš, mladega moramo malo usrati. A vidiš, zakaj sem zdaj? A vidiš, da sem... So te mleko te? Zagotovo. Prej nisem, dokler nisem začela piti kave, ne? Lej, tudi da strupiti moram enkrat prvega, tako da... Tako.
Ja, kaj je bilo vprašanje? Oprosti, pozabila sem. Kaj smo se imeli zdaj? Tudi v medijskem svetu predvidevajo tako, kot za vzgojo otrok, ne? Mladega moramo kaj usrati. Absolutno. Še veliko ga boš usral. Ja. Ampak sem prepričana, da se boš iz tega zelo veliko naučil. Ta intervju je še dolg. In veš, kaj je najhujš? Da tudi jaz ga bom še veliko usrala. Kljub temu, da sem ga že toliko, ampak še sledijo napake. Ima še još. Ima još, ja. Deva še malo v tem portalu Nepremagljiva. Kaj gor vse najdemo? A je to izključno samo za ženske? Načeloma je namenjen ženskam. Čeprav imamo tudi neki moške populacije, ne boš verjel, kaj nas bere. V bistvu portal je nastal v času korone in sicer čist na takšen način, jaz sem si odnegdaj, prvo sem imela svoj blog, nepremagljiva.si je bil moj blog, ker sem jasno in glasno govorila o stvareh, ki so me zmotile. Eden mojih najodmevnejših, dva moja najodmevnejša bloga sta bila, stara jaz letos ne grem v kopalke, ker sem debatirala o tem, kako smo ženske neumne, s kakimi neumnostmi se ukvarjamo in obremenjujemo. In drugi smo res samo številke. To je bil blog, v katerem sem govorila, kako prihajam vsako leto znova in znova na onkološki. Jutri imam recimo spet pregled in kako dobim številko 352 in kako ne pokličejo Rebeka Dremelj, pridite sem. Pa ne, da je karkoli narobe z našim sistemom, da ne bo kdo zdaj narobe razumel, jaz ne šimfam sistema. Ampak ne bojo poklicali Rebeka Dremelj, ne bojo poklicali mamica Šajane in Sije, ne bojo poklicali žena Sandija, ampak bojo poklicali številka 352, je na vrsti. In to je tisto, kar mi je bila v enem momentu zelo velika, zdaj sem zašla s tem, oprosti. To je tisto, kar je mi bila ena zelo velika streznitev. Da ti si dejansko v celotnem sistemu na tej zemeljski obli sama ena številka. In sam parim ljudem si sin, sam dvem ljudem si sin, sam parim ljudem si prijatelj, sam parim ljudem si brat ali pa si komu nisi, ampak kakorkoli, skratka hočem povedati, da samo tisti kupici nekih ljudi si pač neki, ostalim si pa številka. In najhujše je to, da mi svoje življenje in pa svojo energijo zelo posvečamo tistim ljudem, ki smo jim številka, pa jim ne bi smeli. In to je tisto, kar je naša največja napaka. In ko se tega enkrat osvobodimo in ko rečemo, ne zanimajo me več številke, zanima me sam tale notranja celica, takrat dejansko res lahko svobodno živimo. Da pa do tega pridemo, moramo iti pa največkrat skozi veliko sranje, da pridemo do tega. Ja. Ker brez tega ne pridemo do tega. Tako da, ja, no in jaz sem pisala te blogi so bili zelo uspešni in potem se je zgodila korona in pol enostavno je tudi kar zmanjkalo tem, kaj boš pa kar skozi nedogled nekaj na sebe pisal. Je pa toliko enih oseb, ki imajo toliko zapovedati. In potem smo za to mojo kolegico, Andrejo, rekli, dajmo firmo ustanoviti, dajmo narediti portal za ženske, dajmo narediti eno skupnost, da se ženske najdemo, da govorimo o temah, o katerih drugi ne govorijo. In dejansko res govorimo o vseh temah. Bodisi ali so to napisani članki, načeloma govorimo o temah, ki pestijo ženske po 40. Imamo tudi recimo super eno oddajo, Nepremagljivo osebno, kjer govorimo z ženskami, ki so v življenju naredile neke preobrate. Recimo ravno zadnjič smo imeli eno super debato o eni gospe, ki je bila celo življenje alkoholik in je po 30-40 letih alkoholizma, zdaj 20 let ali pa 15 let trezna in je razlagala pa svojo zgodbo, kako je zafurala celo familijo, kako je zafurala. A veš, take teme imamo in jih je res čudovito poslušati, zaradi tega, ker to so teme o zmagi, a veš, in se mi zdi, da marsikoga potem upogumi, ker že misliš, da nimaš več možnosti, pa vidiš, da obstaja možnost, da je nekje luč na koncu tunela, no. Recimo, ne vem, zadnjič smo govorile z Nino Vabra Jakič, ki je imela prometno nesrečo, pa je bila na invalidskem vozičku, pa je še vedno na invalidskem vozičku, ne čuti ničesar od prsi dol. Pa je vmes celo rodila otroka, pa se vmes poročila, pa vmes 2-krat raka prebolela. Pa. Veš, take so to zgodbe, ki jih je res čudovito poslušati in te polnijo, zato ker vidiš, kaj vse človek zmore. In pa na koncu se mi zatikamo v, ne vem, ker nam en las po stran stoji, ali pa se obremenjujemo s tem, ker je nekdo nekaj rekel. Pa slišiš te zgodbe, pa vidiš, da sem navaden bedak. Ja. Da se ukvarjaš z takimi stvarmi, s katerimi se res ne bi smel. No, in to je tisto, kar je v bistvu se mi zdi poslanstvo nepremagljivih. Nekako dajati veter v jadra ljudem. Kar pomeni, da to boste furale še naprej. Upam, dokler bomo lahko.
Ja. Odlično. Upam še kakega sponzorja, ki je dobila malo čim dlje. Si slišal? Tudi ta kavica, kar pasala. Sam ne z riževim mlekom, pa ne, Z riževim. da ne mogu. Ja, z riževim, ja. Greva za konec, sem še malo k tvoji družini. Kam vleče tamale? Kako kam vleče? Kam jih vleče, v katero smer? Ne vem. So kaj potep? Različno. Tamala je, Sija je, po moje, tako, Šajana, starejša hči, Koliko je že stara? 10. Je karakterno zelo moja, se mi zdi. Zelo se zna za sebe postaviti in tak. Medtem ko mlajša je karakterno bolj Sandijeva. Je pa to, da Sijo bolj vleče ona zelo rada poje, zelo rada govori, zelo rada tako. Medtem ko Šajana je pa bolj športni tip. Ona pa gimnastika, odbojka in tak. Tako da bomo videli, vse se bo pa še to spremenilo. Še duet s hčerko? Ne. Božični šov? Ne. Jaz svojih otrok ne izpostavljam. Jaz jih bom izpostavila takrat, ko bosta sami dve toliko odrasli, da bosta želeli, da jih izpostavim in da bom vedela, da sta dobro premislili. Zato pač sem se odločila, da zato, ker je mama medijsko izpostavljena oseba, ne rabijo biti posledično zraven, že kar otroci dobiti etikete. Že tako imajo etiketo, ker so hčerke Rebeke Dremelj. In se mi zdi, da za drugo etiketo biti prepoznaven v medijskem svetu, se bosta pa sami dve odločili. Tako da, to je to. Ne vem, kaj ti še druga povem. Odlične otroke imam, super. Kam pa Sandija vleče? Sandija vleče pa kar doma na kavč. Sandija je doma, ne? Ja, mene pa čim več po svetu. Poj se pa najdeva nekje na sredini. To je pa lih prav. Sam ne v Južne Afrike. Ja, Lenješki. Rebeka, kaj te čaka še recimo letos? Razen to, da je vam malo si že namigala, da boš tudi decembra probala še enkrat božični šov upeljati. Kaj lahko še pričakujemo? Veš kaj, zdaj sem ravno kar včeraj sem imela en fajn sestanek za eno novo pesem, tako da računam, da bom izdala zelo kmalu eno novo pesem, potem zelo veliko projektov z Nepremagljivo. Lansko leto smo delali Nepremagljivo Slovenko, Nepremagljivo žensko in letos želimo s tem nadaljevati, ker se mi zdi, da je bil en super dogodek, kjer smo dejansko na nek oder postavili ženske, ki načeloma ne bi bile videne in se mi zdi zelo pomembno, da so videne, ker so velik doprinos naši družbi. Tako je zmagala lansko leto ena Valerija Čarman, gospa, ki je celo svoje življenje posvetila otrokom z rakom. Ona dva z možem ne morata imeti, spet sem zašla, oprosti, ampak je pa lepa tema. Ona dva z možem ne morata imeti svojih otrok in sta v bistvu celotno svoje življenje posvetila tem otrokom, ki imajo rak, ki so oboleli za rakom in pa njihovim družinam in jim pomagata, tako finančno kot pač, kako naj rečem, duševno in sta res super. No? In se mi zdi, da si je res zaslužila ta naziv. Tako da ta projekt me čaka, da tudi letos speljem Nepremagljivo žensko, Nepremagljivo Slovenko. Čakajo me božični šovi, čaka me en kup enih. Čakam, da boš rekla dopust. Ja, čaka me čudovito potovanje. Ja, to, ko me čakam. 18. aprila odhajam z družino na Karibe, tako da malo po Floridi, pa malo po Karibih. Tako da se zelo veselim. Slišati je lepo, no? Po moje bo tudi za doživeti zelo lepo. Sam še zvost moramo vsi COVID free. Ja, pa bo, ja. To je vedno nam zdaj postavljalo ene izzive. Zdaj imamo kar nekje zadnji ta COVID, ne? Tudi če zdaj govorijo, da ga ni več, ne? Ni druga. Rebeka, še zadnje vprašanje za vsakega gosta. Isto, kako pa izgleda tvoj popoln dan? Popoln dan? Ja, popoln dan mi zagotovo zgleda na kakem potovanju, ker smo družina skupaj, ali pa recimo mi zdaj že kar nekaj let imamo pač v Kranjski Gori eno enoto in recimo tako bom rekla, popoln dan mi zgleda, rečemo v petek popoldne ali pa v soboto zjutraj, ko se zbudim zdajle v Kranjski Gori in lepo z otroki čist, v easy, spijem kavico in potem gresta tam mali dve na sneg ven. Z riževim mlekom. Ja, tako z riževim mlekom, tam mali ven na sneg, jaz kaj še pospravim, grem potem tudi smučati in tako čist neobremenjeno, no, za družino. To mi je recimo popoln dan. Ali pa kje, ker smo na kakem potovanju, da spoznavamo nove kulture, pa smo skupaj kot družina, recimo, zelo radi potujemo, tako da to mi je popoln dan. Da je vse svobodno. V krogu naše družine, celotne familije, recimo staršev, brata, ne, in tako naprej. Tako da, ja, to so mi recimo popolni dnevi. Rebeka, hvala, da si prišla k meni na kavico.
ti želim ta popoln dan. Ful ti hvala, no, lej, že v štartu tudi sem tebi. rekel, da si taka energijska bomba, to ostani in deli to, kar imaš vsem še naprej in vsi bomo bolj veseli in srečni. Hvala ti lepa, tebi tudi jaz želim. En kup dobrih kav z dobrimi gosti, pa čim več uspeha, seveda, v tem našem prekrasnem show biznisu. Če imel problem, bom kar tebe Če boš poklical. porabil, kdaj kaj, pa povej. Kava s Červekom. Radio 1. DeLonghi, perfetto, od zrna do skodelice.